Tale gospa Bogareva dela pa za $6 na mesec. In sicer je njen mož je pač umrl, ker vsi umirajo zelo mladi, ker tamle noter, kako izgleda tamle noter. Sklonjen moraš biti čist, tako da in stalno trkaš z bučo ob strop, tako da smo čisto zadovoljni, da smo imeli tiste čelade na glavi. Marsikje se že precej slabo vidi, ker je pač popolna tema, nikakršnih luči, razen tvojih lastnih. In smo se potem prebili kar par ur sem ter tja. Zdaj pa, da oni zvrtajo lukno, uporabljajo po slovensko povedano majzelj, se pravi štango železno. Tisto tolčejo s kladivom, ker pač nimajo niti denarja, niti strojev, da bi kaj boljšega uporabljali in potem pač, kompresor, niti ni elektrike, da bi, tukaj lepo jamski bok. Namreč, oni so sicer kristijani, toliko časa, dokler so zunaj, potem, ko pridejo noter v jamo, potem je pa konc njihovega krščanstva in takrat pa spet nadaljujejo svojo staro vero v demone in vse tisto, kar pač še zraven spada. Sicer je nasplošno tako po svetu. Sicer kristijanov ogromno, krščanstvo je daleč najbolj razširjena vera, skoraj 2-krat več jih je kot tudi naslednje največje, to pa islam. Ampak še vedno povsod še poznajo in častijo stare vraže, legende, zgodbe, mite in tako dalje. Se tudi pri nas imamo še vedno, recimo, še celo v cerkvah, kakšne temne madone, ki so še predkrščanske, pa še vedno, recimo, kresove za 21. junij, pa ne vem kaj še tiste praslovanske pač običaje, karkoli je še takega. No, tukaj pa sploh, tukaj pa v bistvu v cerkvi je važno samo to, da so oni uradno kristijani, pa da darujejo tisto, kar je treba darovati. Ostalo pa ni tako zelo bistveno. V Gvatemali sem recimo celo videl, bo tudi to enkrat pogledala, eno cerkev, kjer so indijanska ognjišča po sredini glavne ladje do oltarja. In dejansko tam žrtvujejo bogovom, kar lepo v cerkvi, tako je tam že Bog prisoten. Kaj žrtvujejo? Zdaj, živali tam ne, pač kakšne, ali so kakšne take... Sadja. Kaj za pojest ponavadi, pa kakšne sveče, pa kakšne kadila, take stvari. Ampak največkrat pa ogenj prižgejo in potem na tistim izvajajo magične obrede. Ne žrtvujejo, bolj obrede vršijo, bomo rekli, dražno. Čakaj, zdaj moramo še cel kup stvari zapovedati, a koliko časa še malo, ne prav velik, ne? Ajde, povej. Čakaj, dve stvari vem, da sem začel, pa so potem se druge stvari pojavile. Kakorkoli, tista koka je taka, oni enostavno nimajo niti dovolj hrane, da bi jedli. In če pa tisto koko uživajo, pa dobijo s tem energijo, pa nekako ne občutijo lakote tako zelo. Umirajo pa nekateri že pri 30 ali pa še prej. Isto zaradi lakote? Niti ne, enostavno so izmučeni. Poleg tega je tam noter en kup enih škodljivih snovi noter v rudniku. Menda celo arzenik, plin je noter, če si sam nekaj ur noter, tako kot smo mi bili. Pa že mi smo se malo čudno počutili po enih 2 urah tam. Malo tak, ne da bi ravno klaustrofobija se te lotila. Poleg tega je precej nevarno tudi, ker tam imaš enostavno to vse na roko izkopano, pa so potem včasih krepko treba navzdol iti, pa kakšne luknje so, pa padeš v to drugo, iz enega čela v drugega in tako dalje, če ne paziš, tako da se lahko tudi na ta način pač poškoduješ. No, tista ženska je pa ena od mnogih, ki je pač ostala tam, vdova, njen mož je umrl zaradi kakršnega koli razloga že, in je potem njen edini vir prihodka tudi tisto, kar so zavrgli, da tam brska čele še kakšen košček uporaben, ker jih pač ona že pozna na videz in na otip in tako naprej, ki je več rude. Posod je še srebrna ruda, sam se pravim, da srebro še vedno ni cena prav velika, tako da so kakšne druge kovine bolj zanimive, od antimona do ne vem česa vsega. In tako da rudnik je še vedno aktiven. Je pa tukaj so privatni rudniki, kar pomeni, da vsak pride tam na svojo lastno pest, kople tudi na svojo lastno pest in še davek mora plačevati od tega. Kople s krampom, mlade mulce, 12 let, 10 let stare, vidiš, grejo z samokolnicami noter in ven. Tiste luknje delajo na roko, dinamit postavljajo sami. Enkrat smo pač postavili dinamit, tekli v sosednji rov, je eksplodiralo, ampak ni uspelo. Pa je šla palca k vragu in je moral še enkrat delati vse skupaj in tako dalje. Skratka, kar slabo. Ampak če pa imaš srečo, pa lahko malo bolje zaslužiš kot tisti drugi, ki delajo pa pri uradnem rudniku. Tisti pa imajo plačo, redno, sicer ne visoko, mislim za naše pojme, kakšnih 100 ali pa 200 evrov, kaj takega.
tista ženska pa se pravi, $7 na dan, na mesec zasluži, ne? Ker pač tiste stare koščke tam primetava in tisto potem proda, tako da ima za tisto najosnovnejše preživetje. Groza. Bo šel še kaj dol? Veš, da bom šel. Zdaj že par let nisem bil, bo treba zdaj kariti. Jaz sem bil več v Afriki pa v Aziji zadnje čase. Ok. Kam me pelješ naslednji teden? Ne vem še, kakšno imaš kakšno željo? Mava še veliko neobdelanega. Ja, tale Južna Amerika imava še kaj? Veliko še tega. Ok. Bom se pustil presenetiti. To je bil Janin Klemenčič, svetovni popotnik, mi pa pridemo. A pridemo še kaj nazaj? Pridemo še ob... Ne pridemo. To je to. Lepo bote, vidimo se jutro ob 10. Čau.